Zanima nas, kako podjetja, organizacije stalno znova in znova inovirajo. Vemo, da to je eden večjih izzivov, vemo, da je že vsaka posamezna inovacija povezana s tveganjem, ki izhaja iz tako imenovanega inovacijskega paradoksa. Tukaj sva dejansko z mojim prijateljem in kolegom z Norveške, Arnejem Karlsenom, nekako kritizirala v osnovi eno zelo uveljavljeno teorijo, Simontonovo teorijo, ki je na področju inovacij to, kar je Darwin recimo na področju biologije. Skratka, njegova ideja je ta, da potrebujemo veliko količino idej, zato da potem tiste najboljše preživijo. Tretji sodelavec, to je Spencer Harrison iz INSEAD-a, prišel z idejo o Marvelu in filmski industriji. Igrali smo se z množico enih metod, od klasičnih kvalitativnih, do tega, da smo zbrali 20.000 intervjujev z glavnimi ustvarjalci, do tega, da smo naredili vizualno abstrakcijo vsakega izmed filmov, se pravi, vsak film smo razbili na 20 enot, da smo videli, kakšen je vizualni podpis filma. Oni izhajajo iz stoletja intelektualne lastnine, ki jo imajo še iz svoje stripovske osnove, ne? In hkrati recimo redno uvajaš nove spremembe, ki jih oni recimo uvajajo z svojimi ključnimi ustvarjalci, to so režiserji. Oni pletejo neko inovacijsko vesolje, ki je v osnovi primerljivo s tem, recimo, kar dela, ne vem, IKEA ali pa kar dela Apple ali pa kar delajo vodilna, najbolj inovativna podjetja na tem svetu, ki se zavedajo, da je zgodba tista, ki prodaja, in izkušnja tista, ki prodaja. Pravi, ne gre za en izdelek, ne gre za eno izkušnjo, gre za to, da v bistvu postaviš uporabnika v nek kontekst in ga poskušaš čim dlje naslavljati in mu pač izpolnjevati njegove potrebe. Vsako podjetje, ki je odvisno od stalnega inoviranja in v bistvu, ki plete neko zgodbo, ki plete neko inovacijsko vesolje, se bo našlo v tej zgodbi. Ne upam se ravno napovedovati prihodnosti, ampak velik optimizem mi pa daje dejstvo, da je prva objava, ki je šla iz tega projekta, objava v Harvard Business Review. Na tej osnovi in tudi na osnovi dejstva, da mi nadaljujemo z raziskovanjem, da pač poskušamo razumeti tudi ostale organizacije, ki se trudijo znova in znova inovirati, upam reči, da nekaj pa bomo premaknili, no.